največji užitek je to, ko se te fante prepustijo toku in so taki, kakršni so, v glavnem zelo nezahtevni izven igrišča in kljub temu, da so tukaj zastonj za Slovenijo, pripravljeni ogromno dati. En tak res pravi primer, kaj pomeni biti junak, je dal nesporni lider letošnje ekipe Goran Dragić. Imeli smo ves čas tako imenovani junaki mobil, torej avtobus, polepljen v podobi Košarkarske zveze in junakov. In ta avtobus se je z enega od pripravljalnih turnirjev, šlo je za pokala Deka v Kopru, vračal samo šoferjem in celotno opremo. Namreč vsi igralci so izkoristili možnost, da jih odpeljajo domov člani družine. In ko je Goran Dragić videl, da se šofer sam z opremo odpravlja proti Ljubljani, enostavno dejal svoji ženi in staršem, boste že počakali name še tiste 2 ure, jaz grem delati družbo šoferju Janezu, da ne bo šel sam v Ljubljano. Eurobasket 2013 je bilo prvenstvo novosti in nenavadnih, še nevidenih košarkarskih situacij. Slovenci smo kot prvi žreb in košarkarsko tekmo organizirali v naravni jami. Prvi smo pripravili pravi turnir na splavu v Jadranskem morju in kot prvi smo maskoto uporabili na način, s katerim je Lipko osvojil srca večine. To je bilo prvo tekmovanje, ki ga je katerakoli država dobila z vsemi glasovi za in prvenstvo majhnega proračuna, narejeno z velikim srcem ter željo, da se Slovenci Evropi dokažemo kot odlični gostitelji. Eurobasket je Slovenijo zaznamoval kot še nič doslej. 3 tedne smo navijali za junake, na delu gledali najboljše evropske košarkarje, se veselili s tujimi navijači, zabavali z Lipkom in za 3 tedne pozabili na vse tegobe. Košarka je narod združila na najlepši možen način. Prvi cilj prvenstva je bil povečati zanimanje za vpis v košarkarske šole. Jaz mislim, da smo v tem uspeli. Po podatkih je približno 60% več mladine, več otrok vključenih v košarkarske šole in računam, bo to investicija za prihodnost in pa da se bo euforija, ki se je v tem letu ustvarila, prenesla še na naslednjih nekaj let in da bomo dolgoročno dobili večje zaledje in pa večjo popularnost slovenske košarke. Hkrati smo prenovili nekaj objektov. Največji obseg prenove je zahtevala Podmežakla, dvorana, ki je gostila skoraj 51.000 obiskovalcev, največ od vseh dvoran prvega dela prvenstva. Druga po količini gradbenih del pa je bila koprska Bonifika. Z manjšimi prenovami sta standardom FIBA Europe ustrezala tudi celjski Zlatorog in Hala Tivoli. Vemo, da je tisti mesec Slovenija dihala za eno stvar, za evropsko prvenstvo in da smo bili vsaj en mesec enotni, brez političnih razprtij. Verjamem pa tudi, da je turizem prinesel pričakovano, se je bilo v tistem času skoraj 70% tujcev, ki je prišlo prav zaradi Eurobasketa, porabili so skoraj 200 evrov na dan. Eurobasket je izjemen dogodek tudi za slovenski turizem in združiti to različno ponudbo v en proizvod, v en izdelek, v en aranžma, to je bila naša osnovna naloga. Obisk navijačev tujih reprezentanc na tekmah je presegel vsa pričakovanja. Na tribunah jih je navijalo več kot 55.000, od tega največ Hrvatov ter Italijanov. Jesenice so napolnili Srbi, Makedonci, Litovci in Bosanci. Koper pa Finci in Švedi, ki jih je bilo več kot 2000. Beautiful place, good food, cheap prices and fine people. Paklena, fantastična atmosfera, super, je li tako bilo? Yes. Mogu reći, Slovenci su dobro gostoprimljivi, je li tako? Pa hej, ovo je najbolji osjećaj iz Podmežakle što sam doživio, sad razumijem sve. Znam kako je izgubiti, a znam kako je izaći i slaviti. A znam kako je gubiti 12 razlike i onda izaći sa osmijehom, sa volim te Bosna! 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 It's a beautiful Koper, I don't know Koper. It's a good city, good, perfect city. A good sunset, bello.
Atmosphere was great and Macedonia win. V povprečju so se tuji obiskovalci v Sloveniji zadržali skoraj 6 dni, kar je 2-krat več od običajnega turističnega obiska na posameznika in 1,6-krat več kot v času Evropskega prvenstva v rokometu leta 2004. 3/4 je bilo takih, ki so bili nastanjeni v hotelih, kampih in drugih nastanitvenih kapacitetah, v povprečju pa so v Sloveniji zapravili bistveno več, kot turisti sicer pustijo v naši državi. Kar 90% tujih obiskovalcev je izkazalo namero, da Slovenijo obišče znova, kar je dodaten dokaz, da je imelo prvenstvo na večkraten obisk tujcev izjemen vpliv. Prodajni rezultat je nekako v skladu z pričakovanji. Seveda je nekako bil odvisen tudi od razpleta samih tekem, predvsem za drugi pa tretji del se je to še toliko bolj občutilo, namreč navijači so se odzivali glede na rezultate njihovih ekip. Takšnih izkušenj, bom rekel, po tolikšnem povpraševanju, pa tolikšnem odzivu še nismo imeli in tlele to je res nekaj izjemnega. Ko smo začeli s prodajo vstopnic, je bilo največje zanimanje seveda za finalno tekmo. Drugi vrhunec je bil seveda 1. julija, ko smo začeli s prodajo prvega dela, ko smo dejansko v parih minutah razprodali vse vstopnice slovenskih tekem. V primerjavi z ostalimi prvenstvi je imela Slovenija glede na kapacitete dvoran do zdaj največji obisk tekem. Prodanih je bilo 26% več vstopnic od načrtovanega, v tujini je bila prodaja najboljša na Hrvaškem in Italiji, dragocen kos papirja pa so kupili tudi v največjih državah, kot so Avstralija, Kanada ter Združene države Amerike in celo eksotičnih Bocvani, Nizozemskih Antilih in Svazilandu. Prvenstvo si je ogledalo 331.000 ljubiteljev košarke, od tega več kot 15.000 osnovnošolcev in številnih visokih predstavnikov tujih držav ter velikih podjetij. Kar 21% tujih obiskovalcev je bilo takih, ki so obisk Slovenije izkoristili za sklepanje poslov, kar je 6% več od povprečja. Verjamemo, da so tako naši diplomati, naši državniki, kot tudi gospodarstveniki izkoristili to priložnost za medsebojne razgovore in upamo, da bo iz tega tudi kakšen posel ratal v prihodnje. We have seen that Slovenia is a very good organizer. All things are in organization perfect. Security was good. The arenas were full of in the most games, and people in Slovenia are very kindly, and if you need something, they were always ready to help. The bar is very, very, very high. As I said, we are satisfied. The LOC, from what I know, is very satisfied, and also the National Federation is satisfied. And I think Slovenia and the LOC and the Slovenian Basketball Federation can be proud of the work which have been done. Mislim, da je bilo prvenstvo morda ne najelitnejše po vloženem denarju, vsekakor pa po vloženem trudu verjetno eno od najboljših prvenstv kadarkoli. Veseli predvsem to, da so bile vse reprezentance, da so bili vsi strokovni štabi in pa tujci, ki so strokovna javnost, zadovoljni, da so najdeli same pohvalne besede in da ocenjujemo, da je prvenstvo po organizacijski plati popolnoma uspelo. Da so prvenstvo obiskali številni tujci in da se je o Eurobasketu govorilo na vsakem koraku, je zaslužna tudi dobro načrtovana in izvedena promocija. Samo v letu 2013 so Lipko in ambasadori na domačih tleh obiskali prek 500 prireditev, v tujini pa skupaj z občinami in državnimi turističnimi uradi kar 15 držav. Slovenija je bila prvi organizator z resno prisotnostjo na socialnih omrežjih, predvsem Facebooku in Twitterju, prva država, v kateri je maskoto izbirala javnost in prva, ki je glavno vlogo v uradnem spotu prepustila navijačem, sodelujočim v posebni spletni akciji. Ključno pri promociji je bilo, da smo res strateško komuniciranje nastavili, ker Eurobasket se dejansko mora dotakniti široke ciljne skupine ljudi, tako da smo imeli strategijo pa komunikacijske kanale zelo razdeljene, ampak nedvomno sta ključna dva orodja, ki smo jih uporabljali pri promociji sploh zadnjo leto, torej uradna maskota Lipko in pa 3 ambasadorji, torej Ivo Danev, Raša Nesterović in Peter Vilfan.
Posebno mesto v človeških srcih si je priboril Lipko, ki je s svojim nasmehom širil pozitivizem in energijo. Izbralo ga je nekaj več kot 50% košarkarskih navdušencev. Pred prvenstvom je bil v anketi Dela priljubljen pri 3/4 Slovencev, med Eurobasketom pa se je s svojimi podvigi vpisal med legende. S svojim obnašanjem in fair playem je postal vzornik otrok, pri katerih se je po popularnosti mnogokrat postavil tudi ob bok slovenskim reprezentantom. Lipko was everywhere. I think this was also part of the success. Everybody likes him. I mean, it's very difficult or it's impossible not to like him. Kar se tiče same maskote, je bilo zelo pomembno, da ga je ljudstvo zbralo. Torej, naredili smo javni natečaj, nato pa prepustili glasovanju ljudi, da so izmed 4 maskotami izbrali najljubšo. Dejstvo, da je bilo zbrano drevo, torej naš Lipko, nas je na začetku se malo presenetilo, vendar odziv na Lipka, prepoznavnost Lipka, kako so ga sprejeli, je res izjemen. Lipko je prva maskota košarkarska z svojim Twitter profilom, ki ga imajo vsi neverjetno radi, in s tem je Lipko postal še digitalen in še bolj zanimiv, še bolj dostopen. Lipko je bil del več kot 100-članske ekipe odgovorne za spremljevalni program, ki je v dvoranah vključeval plesalke, zabijalske in druge animacijske skupine in ki je poskrbel za interakcijo z gledalci. Med prvenstvom obisk dvorane ni pomenil le ogleda košarkarske tekme, temveč doživetje v celoti. Naša naloga je predvsem, da skrbimo takrat, ko se igra konča, preneha, da nekaj naredimo gor. In v večini primerov so v bistvu navijaške skupine tiste, ki dopolnjujejo ta program. Animacijska ekipa je dodana vrednost z MC-om na čelu, ki skrbi za izvajanje nagradnih aktivnosti, aktivacij in da neko to dodano vrednost aktivacij na igrišču. Ta dogodek je bil marsičem poseben, tudi za sponzorje. Prvič zato, ker so bili njihovi vložki relativno veliki. Šlo je predvsem za njihovo investicijo v to, da so pridobili pravice. Hkrati pa so se vsi sponzorji zavedali, da zgolj pridobitev pravic še nič ne pomeni. Lahko cenim, da so bili sponzorji zelo aktivni, morda tudi zaradi situacije, v kateri se nahajamo, kjer je bilo izjemno pomembno za njih, da vložena sredstva dobijo povrnjene nazaj. Pridobiti sponzorje v teh časih ni bilo tako enostavno, kar je bilo pričakovano od samega začetka. Je bila pa prednost, ki nam je pravzaprav veliko pomagala ta, da je na prvenstvu nastopilo kar 6 reprezentanc iz področja bivše Jugoslavije. Organizacijski odbor je ogromno poudarka namenil navijaškim središčem, za katera se je v izogib nekontroliranemu višanju cen sponzorji ter gostinci dogovoril za najvišjo dovoljeno ceno proizvodov, ki ni bila višja od običajne v Sloveniji. Vsaka občina je v svojem kraju organizirala odlično lastno navijaško cono, največja tudi v primerjavi s prejšnjimi prvenstvi pa je bila tista v Stožicah, za katero je bilo potrebno postoriti še veliko več, kot le naročiti hrano, pijačo ter glasbenike. Tukaj, kjer zdaj stojimo, je bilo gradbišče. To smo morali urediti, z lastniki se dogovoriti, dobiti vsa soglasja, da smo to sploh lahko postavili, tako da tega dela je bilo veliko, absolutno pa, kar se tiče programa v fan coni v Stožicah, je bilo zelo veliko na valu 202 in tesnem sodelovanju z njimi, tako da so oni pridobili vse te nastopajoče, da je program res zanimiv. Vsak projekt, ki se ga lotaš, delaš z optimizmom. Pričakovali smo težavo, sigurno ne takšne, kakršne so se pojavile, vendar na koncu se take stvari vse pozabijo, ostanejo samo lepi spomini in mislim, da je to edina stvar, ki je vredna. V organizacijo dogodka je bilo več mesecev in celo let vpleteno vodstvo Košarkarske zveze Slovenije in 25 vodij področij v glavnem organizacijskem odboru, ki so skupaj s svojimi koordinatorji zajemali ožjo skupino približno 150 oseb z največjimi odgovornostmi. Neposredno pa je za uspešnost dogodka skrbelo več kot 5000 ljudi na različnih področjih.
od organizacijskega odbora do mestnih organizacijskih odborov, od koordinatorjev, ki so sodelovali predvsem v prvem delu in nekateri so tudi se priključili na finalnem in drugem delu, policija, varnost, gasilci, medicinsko osebje, prostovoljcev, nikako ne bi smeli pozabiti tukaj v veliki meri omeniti. V glavnem, številka 5000 zame pomeni že kar ena tovarna. Daleč najbolj ponosen sem na celoten tim, lahko rečem na družino, mojo košarkarsko, ker smo res postali tim in brez njih daleč od tega, da bi bilo sploh lahko možno in da se je nabrala taka skupina ljudi, tako homogena, da je lahko speljala take projekte do zdaj, kakor jih je naravnost fantastično. V bistvu teli naši fantje, sodelavci, imajo zjutraj določene obveznosti, ko morajo svoje otroke razvoziti v vrtec in v šolo. In se je že parkrat zgodilo, da so jih pripeljali v pisarno in so ugotovili šele pred pisarno, da imajo otroke v avtu, namesto da bi bili v vrtcu ali v šoli. Pogodb podpisanih pa bi lahko šteli samo teh partnerjev, ki jih imamo, in to je preko 300-350 partnerskih podjetij, s katerimi sodelujemo. Če bi štel vse tiste manjše še zraven, je pa pogodb bilo nešteto na dnevni bazi, da ne govorim, koliko računov je podpisanih. V letu 2013 smo dobili okrog 4000 računov, od tega je vsaj 2000 računov s strani Eventima. 4000 računov po mojem mnenju predstavlja številko, katero imajo velike delniške družbe, se pravi, ki se ukvarjajo z proizvodno na letnem nivoju sigurno. EPEC kot tak ni bil zavezan k reviziji, ampak smo pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije sami naročili izvedbo revizije in se dela kompletni revizijski pregled. V letu 2013 smo do zdaj že opravili pred revizijo in izsledki revizorjev so bili pozitivni, se pravi, ni nikjer nobene napake, katero bi oni odkrili. Kar sem pa jaz najbolj vesela je pa to, da smo mi zadovoljni in mi moramo narediti tisto našo oceno, ali smo dosegli cilje. In to je najbolj pomembno. Če bomo mi dosegli tisto, kar smo si zadali 3 leta nazaj, potem je prvenstvo uspešno in tako bo tudi ob koncu. Ravno prej sem razmišljala, da je v bistvu bilo velikrat tako kot pa na Wall Streetu pred leti, v bistvu cel kup govorjenja en čez drugega, telefonov vsako sekundo, krega, smeha, joka, vse se je tle noter doživelo. Generalno gledano bi rekel, da smo dejansko dokazali vsej slovenski javnosti, civilni sferi, športni javnosti, da se z nekim kvalitetnim pristopom da v Sloveniji organizirati tako velik projekt, kot je bil Evropsko prvenstvo v košarki. Organizatorji so s prostovoljci poskrbeli za nemoteno delo in udobje udeležencev prvenstva, ki so skupaj, brez VIP gostov in obiskovalcev, popili več kot 110 000 litrov vode in sokov. Podjetje EP 2013 je moralo za reprezentance, sodnike, člane FIBE in FIBA Europe ter VIP goste zagotoviti nekaj več kot 20 000 nočitev, v dvorani pa hrano za organizatorje, prostovoljce, medije in VIP goste. To je skupaj naneslo nekaj manj kot 70 000 obrokov, za katere je bilo potrebno 14 ton sadja in zelenjave, 8 ton mesa, več kot 2,5 toni kruha, 200 kg soli ter 40 kg začimb. Od čist enostavnega obroka za malco do zares visoke kulinarike v corporate hospitalityju. Malo mogoče v številkah 35 ton živil bomo uporabili, jih vsak dan ali pa vseh dneh očistili, pripravili in na zares lepem, visokem nivoju postregali vsem gostom na prvenstvu. 150 ljudi dela v naši ekipi, brez seveda take ekipe je tak obseg nemogoče speljati. In ne vem, popravili bomo 70 000 vilic, 80 000 kozarcev, 80 000 krožnikov. In toliko kilometrov prta, da bi z njim lahko pokrili cesto med Ljubljano in Višnjo Goro. Za pripravo in postrežbo cateringa v času prvenstva je osebje opravilo več kot 23 000 ur efektivnega dela, posebno pozornost pa so organizatorji namenili tudi prehrani športnikov v hotelih. Jedilnik je bil pripravljen vnaprej in je bil potrjen strani FIBA Europe. Na jedilniku je hrana primerna za športnike, se pravi čim manj mastne svinjske hrane oziroma jedi in
trudimo se, da je pač cvrtega čim manj. Veliko je zelenjave, veliko je solate, veliko je seveda testenin, kajti njim so pač testenine najbolj všeč in pač tudi najbolj priporočljive. Gre za več ali manj živila slovenskega izvora. Na ta način promoviramo tudi slovensko kmetijstvo, živilsko pridelovalno industrijo in pa seveda gastronomijo Slovenije kot take, ker je ta dogodek pravi ali pa najboljši za promocijo tudi tega. Tukaj lahko sedijo VIP gostje, ki pa so različni, bodisi so povabljeni, so sponzorji ali pa da so kupili pač VIP pakete razne. Deluje v bistvu res veliko ljudi, ko jih začneš pripenjati po posameznih področjih, ki morajo skupaj sodelovati, da ustvarjajo pač celoten hospitality, kot ga imenujemo. Imamo pa 11 hospitality koordinatorjev, ki skrbijo vsak za svoje področje. Potem imamo vodjo hostes in pa 120 hostes in biljeterjev, ki sodelujejo na Eurobasketu. Potem imamo posebno ekipo za protokol, imamo vodjo protokola in pa še ekipo, ki šteje 5 ljudi. Potem imamo prostovoljce na vsakem področju, oziroma na vsaki lokaciji smo imeli pomoč še tam 8 do 10 prostovoljcev, ki so bili za VIP področje. Potem imamo varnostnike, seveda, tako kot vsa ostala področja, v Stožicah imamo 30, ki skrbijo samo za VIP. Varnostnike smo že usposabljali pred prvenstvom. Že 6 mesecev pred prvenstvom smo že imeli seznam varnostnikov, kateri bodo delali na prvenstvu in smo jih v bistvu za vsak svoje področje usposabljali. Kar se tiče dostopov, smo mogli veliko sodelovati z samo FIBA Europe ter seveda z varnostjo, v tem primeru s Sintalom. Mogli smo preučiti vse načrte dvoran do potankosti, vsako klet, vsak hodnik, skladišče, ki je postajalo v vsaki dvorani, da le ne bi spustili kakšnega prehoda. Izdanih je bilo 3700 personaliziranih akreditacij, se pravi, to pomeni za vse dvorane skupaj. Potem so še bile izdane dnevne akreditacije, ki so bile tiskane po potrebi. Največ akreditacij je bilo izdanih za medije, potem so drugi po vrsti so timi in pa televizija. Za preverjanje 5200 izdanih akreditacij in varnost vseh obiskovalcev je skrbelo nekaj manj kot 1500 varnostnikov in policistov, za razdelitev območij pa 2600 metrov varnostnih ograj. Varnostna služba in slovenska policija sta z dobro in pravočasno pripravo, ki je trajala več mesecev, Eurobasket obvarovala navijaških izgredov ter neredov, obiskovalcem pa zagotovila varen dostop do dvoran ter hotelov. Iz policije smo sodelovali že iz samega začetka, se pravi, smo skupaj načrtovali načrt varovanja. Oni so nam pomagali tudi pri samih nasvetih. Se pravi, vse sodelovanje iz policije je bilo zelo dobro, odlično in v bistvu nismo imeli nobenih kakršnikoli zapletov pri kakršnikoli reševanju, kakršnikoli težave. Po mojem mnenju je bilo najtežje nekako to speljati predvsem z varnostnega vidika na Jesenicah. Na Jesenicah je prostor pred dvorano dokaj majhen, zato je bil že sam prihod naprimer ekip in uradnih oseb na prizorišče otežen, ker je šel mimo navijačev. 4. in 5. dan tekmovanja na Jesenicah se je pojavilo, da so navijači bili malo že napirjeni proti uradnim osebam. Mi smo to pravočasno zaznali in smo imeli pripravljeno tudi rezervno pot, po kateri smo zadnje dni pač in uradne osebe smo vozili po rezervni poti. Projekt transporta v času Eurobasket 2013 zajema, to se pravi, avtobusni prevozi, to je 24 avtobusov za reprezentance, potem zajema 100 vozil, osebnih vozil znamke BMW, to je za sponzorje, za FIBA Europe, FIBA in seveda kombi vozila, številčno 18, to je pa za prevoz sodnikov, komisarjev na tekmi. Vsa ta dela upravljajo profesionalni vozniki, tako vozniki avtobusov, kot seveda tudi z osebnimi vozili. In tukaj bi blazno rad poudaril, da so nam v pomoč prišli vozniki vojaki, ki imajo že dolgoletne izkušnje
glede svojih voženj, glede Blejskega foruma, glede predsedovanja v EU in mislim, da smo zadeli v polno. Da so vsi uradni udeleženci čim lažje dostopali do dvoran, so organizatorji skupaj s slovensko policijo ter občinami pripravili poseben prometni režim, občine pa so poskrbele tudi za brezplačen javni prevoz udeležencev z vstopnicami in akreditacijami. Tako smo določili tudi traso, ki je potrebna za prevoz reprezentanc iz hotela do prizorišča in nazaj, kajti vemo vsi, da smo bili časovno omejeni, da moramo pripeljati reprezentancev na tekmo v 20 minutah. Poseben izziv in želja pa je bilo zagotoviti, da bi do dvoran oziroma označenih in za to pripravljenih parkirišč čim lažje in čim hitreje dostopali tudi obiskovalci, tako domači kot tuji. Dejansko se je prvič v zgodovini Slovenije zgodilo, da imamo usmerjevalne table v takšnem obsegu tudi na avtocestah in vseh lokalnih cestah. Tukaj se moramo zahvaliti Ministrstvu za infrastrukturo in prostor ter za promet, ki nam je resnično šlo na roko in smo zadeve lahko pripravili seveda z njihovim dovoljenjem pod pogojem, da gre za usmerjevalne table in smo s tem dejansko pomagali tudi umiriti promet in ljudi pripeljati na točko, kamor so resnično morali priti. V vsaki dvorani ni kotička, da ne bi ozrli kakšnega simbola Eurobasketa, ne glede na to, kje se sprehajamo. V manjših dvoranah so seveda prišli bolj do izraza, v večjih dvoranah nekoliko manj, smo jih zato namestili toliko več. Bodi si tabel, bodi si transparentov ali česarkoli drugega, recimo nalepk. Tekme Evropskega prvenstva v košarki je doma pred TV sprejemniki v povprečju gledalo 154 tisoč Slovencev, slovenske tekme 350 tisoč. Skupaj pa v tujini na stotine milijonov. 84% Slovencev je videlo vsaj eno tekmo Eurobasketa, največ dvoboj Slovenije in Hrvaške v Celju, kar 75% vseh, ki so imeli v tistem času prižgan televizor, pa je spremljalo vrhunec tekme med Slovenijo in Grčijo. Ajde, zmagamo! Odmo! Gremo na polno! Obramba in napad, ajde! Da je televizijski signal romal po celem svetu, je zadolžena produkcijska ekipa organizacijskega odbora v sodelovanju s TV Slovenija. In kaj vse je potrebno postoriti za prenos v živo? Veliko tega mora biti pripravljen ta televizijski compound, parkirišče za reportažne avtomobile, mora biti pripravljen redundantna elektrika, energetsko napajanje, morajo se opraviti pogovori z producenti televizijskega signala za tujino, pogovori z producenti televizijskega signala oziroma programa za svoje teritorije. Na ravni samega ožičanja smo porabili okrog 10 do 15 km kablov računalniških, nadalje približno 40 stikal oziroma switchov, ter pa trenutno v Stožicah teče približno 40 brezžičnih usmerjevalnikov. Eurobasket 2013 je akreditiranih prek 1300 medijev iz 40 držav, praktično celotnega sveta, teh 24 udeleženk Eurobasketa in pa velike korporacije, velike države, ZDA, Japonska, Kitajska, Kanada in ostale. Tako da je ta pokritost zelo dobra in primerljiva s vsemi ostalimi Eurobasketi. Prenose Eurobasketa sprejema vse skupaj 157 držav. To pomeni skoraj vse evropske države in cel kup držav na Bližnjem vzhodu, Južni Ameriki, Afriki, Severni Ameriki. Celo finalno tekmo bo ameriška športna televizija ESPN prenašala s svojim reportažnim avtomobilom. Ovo je moj 15. šampionat Evrope i sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da su uslovi za novinare ovde u Ljubljani verovatno najbolji do sad. Sve je veoma funkcionalno, blizu, kad se uđe u dvoranu, odmah je tu i working room i sala za rad i pres tribina, tako da nema mnogo šetanja. I što je najvažnije, mesta na pres tribini su veoma komotna, tako da što se uslova rada za novinare tiče najviša moguća ocena. Moram tu reći da su nam mediji
predvsem slovenski, s katerimi smo imeli največ stika, izjemno dobro pomagali pri komuniciranju z javnostjo. To je, mislim, da bil en zelo dober vzor sodelovanja med organizatorjem in mediji. Na prvenstvu je bilo stiskanih 130 000 listov papirja, njihov največji porabnik pa so bili mediji, največja skupina udeležencev tik pred VIP gosti in prostovoljci. Ti so bili srce in duša prvenstva in so skupaj opravili prek 80 000 ur prostovoljnega dela. Na prvenstvu jih je bilo nekaj več kot 1000, vsi so bili primerno zavarovani, prejeli so hrano ter oblačila, odnesli pa neprecenljive izkušnje, poznanstva in nepozabno doživetje. Vsak prostovoljc, ki pride na lokacijo, tako rečeno, pride sem v prostovoljski center, se tukaj prijavi, tukaj beležimo število upravljenih ur, o prijavi prejme tudi bon za prehrano, za topli in hladni obrok, potem lahko spije kakšno kavico, čaj, karkoli ga zanima, oziroma se malo podruži, na naših oglasnih deskah preveri, ali je kaj novega, razpored dela za določena področja je tudi na oglasnih deskah, potem se pa normalno odpravi na svoje delovno mesto. Imamo prostovoljce, ki usmerjajo občinstvo, skrbijo, da so prehodi skozi prosti, potem imamo tudi tekmovalce, ki pomagajo v tekmovalnem delu, prostovoljce pri medijih, ki razporejajo medije okoli. Imamo tudi prostovoljce na akreditacijah, ki skrbijo, da imamo vsi prostovoljci pravilne akreditacije, da se ne zgubi slučajno kjer. Potem imamo tudi par prostovoljcev, ko so na VIP-u, ki pomagajo VIP gostom oziroma jih usmerjajo in tako naprej. Skrbimo tudi za zajem videa, se pravi, tako hodimo pač po tako imenovane videoposnetke v RTV, se pravi studio, ki je na terenu, kjer dobimo pač posnetke, jih potem nekaj prekonvertiramo, jih postavimo na fotopostrežnik, zato da jih lahko reprezentanti kasneje potegnejo dol, da lahko že naredijo pač pregled tako imenovane tekme. Zdaj najmlajši je bil brisalec parketa na Jesenicah, star 8 let, najstarejši je pa še zdaj z nami iz Tivolija, se je preselil v Stožice, tako da je starejši zdaj že več kot 75 let. Na prvenstvu je pomagalo nekaj več kot 50 prostovoljcev z držav vsega sveta, največ iz Litve, Španije in Italije, ki so imeli tako priložnost videti tudi lepote Slovenije in spoznati navade ljudi. I'm half Greek and half Finnish, so I knew that both teams are going to be playing in the same group. So obviously I was like, okay, this is a great opportunity to cheer for both teams. So that's why I applied. Z Rusije. From Russia. Okay, great. You understand Slovenian, right? Zahvaljujem se tudi vsem prostovoljcem, ki so namenili precejšnje število ur, da je prvenstvo potekalo nemoteno. Vsi prostovoljci so verjetno s tem pridobili neprecenljivo izkušnjo, so žrtvovali nekaj svojega prostega časa za košarko. Verjamem pa, da so s tem pridobili tudi lastne izkušnje, osebne izkušnje, ki jim bodo koristile pri iskanju zaposlitve, pri projektih v bodoče. In brez teh prostovoljcev prvenstvo prav tako ne bi moglo biti na takem nivoju, kot je bil. Francoska reprezentanca je po 2 srebrnih in 5 bronastih medaljah prvič v zgodovini osvojila naslov evropskega prvaka in tako postala 13. država s to lovoriko. Zanimivo, Francija je povsem enako pot v zadnjem delu tekmovanja prehodila tudi na Evropskem prvenstvu mlajših članov v dvorani Stožice leta 2012, ko je najprej v četrtfinalu premagala Slovenijo, v polfinalu Španijo in nato v finalu še Litvo. We lost a few, but we were really focused on coming back the next day and really do our best, win every game that we could, and we did it. To je bilo drugo prvenstvo s 24 ekipami in drugo zaporedno, na katerega so se uvrstile vse reprezentance nekdanje Jugoslavije. Slovenija je bila odlična 5., presenetili so Hrvati s 4. mestom in Ukrajinci s premierno uvrstitvijo na svetovno prvenstvo, za katero si je zadnjo vstopnico priborila Srbija.
Slovenija je Eurobasket 2013 končala pred velikimi in košarkarsko razvitimi državami, kot so Rusija, Turčija, Makedonija, Bosna in Hercegovina in Črna Gora, ki so izpadle po prvem delu, ter Grčija, ki se ni uvrstila v četrtfinale. Srebrno medaljo so osvojili Litovci, bronasto pa Španci. It's been great. I mean, you can see us, like the whole country, love basketball, bleeds basketball, has a lot of passion for sports, and me as a sportsman, really enjoy that. Drugič v zgodovini in prvič po letu 2009 in Erasmu Lorbku se je v prvi peterki prvenstva znova znašel slovenski reprezentant in nesporni vodja junakov Goran Dragić. Četrti najboljši strelec prvenstva je v povprečju zbral 15,8 točke, 3,5 skoka in 4,5 podaje na tekmo. V najboljši ekipi pa so mu družbo delali še Bojan Bogdanović, Mark Gasol, Linus Kleza in Tony Parker. Če bi bila možnost zamenjati za kolajno, bi tako v sekundi to naredil, ampak predvsem mislim, da je najbolj pomembno to, da smo nekako združili Slovenijo. Rad bi se zahvalil vsem navijačem, mojim soigralcem, kajti brez njih to ne bi bilo možno, in seveda moji ženi, moji družini. Celje je bilo super, Ljubljana tukaj fantastična. Užitek je igrati doma. Večina nas, ki igramo v tujini, čakamo na te momente celo kariero in da končno igramo tu v Ljubljani, pri tem občinstvu je za nas nekaj, težko je pisati s besedami, ker nam ogromno pomeni. Na koncu moramo čestitati Francozom. Bili so najboljša ekipa na Evropskem prvenstvu. Mi smo imeli to smolo, da smo se v četrtfinalu z njimi srečali. Ampak mislim, jaz sem zelo ponosen, da nismo popuščali. V finalu so zmagali z 20 točkami razlike, nas samo okrog 7 točk. Tako da pokazali smo srce na koncev. Nimamo si kaj zameriti, vsi vemo, da smo dali 100% borbenost na terenu in vse čestitke še enkrat Franciji in seveda nekako celotni Sloveniji organizaciji. Mislim, da je bil en zelo lep turnir. Nisem bil še dolg cajt. Tomi, ja. Enkratno bilo. Na nogih sem, pa sam derem, pa sam čakam, da bo koš. Pa bolj je koš, pa zmagamo. Fantje, vsakem čas, potrudili so vse, gor dol. Ni da ni, se je videli, kje špilajo, se je videli, da 6 igralcev, navijači. Govorim malo slovensko, pero bene, molto brava Slovenija, brava Slovenija. Slovenija! Dajmo zdaj, Slovenija! Naj se sliši do neba, divji ritem Triglava. Fantje, ta zmaga ne bo pomenila nič, če nas zmagamo naslednji tekmi. Ajde!
Slovenija je poleg Francije in Španije edina reprezentanca, ki je na zadnjih 5 prvenstvih vselej igrala v četrtfinalu. Se že 5. zapored neposredno uvrstila na naslednje evropsko prvenstvo in že 3. zapored na svetovno. Na Eurobasketu 2013 je pod taktirko Božidarja Malkoviča dosegla drugo najboljšo uvrstitev v zgodovini, 5. mesto, a narod združila kot še nikoli doslej. Gre za slovenski dogodek, največji dogodek v zgodovini Slovenije in bojim se, da bo zelo dolgo časa minilo, ko bo Slovenija lahko gostila podobno odmeven globalni športni dogodek. Mislim, da ni Eurobasket povezal Slovenijo, mislim, da so naši junaki povezali Slovenijo. Vsekakor pa je Eurobasket platforma, ki je združila Slovence v enotni podpori naši reprezentanci. Sprva smo imeli kar nekaj težav, da smo ljudje prepričali, da junaki niso junaki po rezultatu, ampak predvsem junaki po obnašanju, po načinu igranja in po načinu obnašanja, tako na igrišču kot izven njega. In fantje so temu sloganu izjemno dobro sledili in nazadnje prepričali tako sebe kot celo Slovenijo o tem, da je z borbo mogoče združiti celotno državo, kot ti kljub temu, da nisi osvojil kolajne, več tisoč oziroma prek 10 tisoč ljudi skandira, uživa s tabo, ti da neko priznanje za vse, kar si storil. Je tudi igralcem, ki so preskrbljeni, imajo na računih lahko milijone, vseeno to pomeni več kot ves denar ali pa kot nek zaslužek, ki ga v življenju dobijo. Košarka je z evropskim prvenstvom dobila zagotovo neko dodatno in dimenzijo in tudi neko novo pozicijo. Ne samo pri sponzorjih, tudi pri splošnem občinstvu, pri mladih. Zagotovo se bo košarka kot šport pozicionirala više, kot je bila do sedaj. Na nek način se mi zdi, da je predvsem za naslednje generacije pustila pomemben pečat za mladino, da spet vzljubijo košarko, da se igrišča polna zunaj noter, da je vpis v šole večji. In to je definitivno bil eden od ključnih ciljev, da smo gostitelj Eurobasketa, torej da se popularizira šport med mlade. Zagotovo je ta medijski potencial, ki ga je Eurobasket naredil, prinaša veliko priložnosti za vse košarkarske klube. Na nek način bo košarka več je prisotna v medijih, bolj je tema pogovorov in posledično tudi pri sponzorjih manjših klubov oziroma klubov po Sloveniji pridobiva na tej veljavi. Na vsakem vogalu se je praktično videlo, da Slovenija pozna košarko, da Slovenci ljubijo košarko in nenazadnje, da zelo dobro poznajo košarko. In jaz mislim, da je bil to eden izmed naših najpomembnejših adutov, ko smo jih tudi že v samem uvodu na samo kandidaturo želeli izpostaviti, da bo cela država dihala s košarko in nenazadnje to se je tudi pokazalo. Vsi pozitivni rezultati, vsi učinki, ki smo jih dosegli v teh 2 letih pa pol, ne bi bili nič vredni, če bi prvenstvo končali v rdečih številkah. In skozi 3 leta recimo delovanja od 5. decembra 2010 naprej se je dejansko gledalo na vsak evro posebej in kako ga lahko obrnemo. Naš moto je bil enostavno toliko, kolikor imamo, toliko se bomo šli. Eurobasket 2013 je bil uspešen na vseh področjih. Dosegel je želeno popularizacijo košarke, prepoznavnost Slovenije v tujini, prenove športnih objektov, povečal prihodke v državno blagajno ter imel želen promocijski učinek. Denimo vrednost objav o Eurobasketu in slovenski reprezentanci je bila samo v slovenskih medijih v septembru 2013 ocenjena prek 6,7 milijona evrov. Eden najpomembnejših faktorjev pa je zadovoljstvo domačih in tujih obiskovalcev. Kar 78% tujcev in 81% Slovencev je namreč organizacijo označilo za boljšo, kot so sami pričakovali. Zahvaljujemo se tako vsem državnim inštitucijam, vladi, kot vsem občinskim, lokalnim organizacijskim odborom in občinam, ki so sodelovali, vsem ministrstvom, ki so pripomogli vsak po svojem najboljših močeh. Slovenija je postavila lestvico, jaz mislim, ne samo za evropske razmere, tudi za slovenske, da se v Sloveniji da na en transparenten način organizirati dogodke, ki nimajo za sabo, ne bodo vlekli nobenih repov, nobenih okocnjakov,
in pokazali smo Evropi, da lahko tudi predvsem majhna država, če gledamo z očmi Evropejcev, lahko organizira tako veliko prireditev in jaz sem na to zelo ponosen in sigurno, da tudi številke kažejo, da smo bili dejansko do zdaj najboljši organizatorji.